Pozdravljeni. Ali lahko ekipa Williams v sezoni 2025 preseneti? Na to in še marsikatero drugo vprašanje bomo skušali skupaj poiskati odgovor v naslednjih minutah. Ekipa Williams ima ogromno privržencev in verjetno marsikateri navijač je začel slediti ekipi iz Grova tam v 80. ali pa 90. letih prejšnjega stoletja. A ne moremo mimo dejstva, da Williams danes je čisto nekaj drugega kot Williams v preteklosti. In vidimo lahko, da pod taktirko Jamesa Woolfsa se skuša obrniti ta trend, kjer smo videli to nekoč legendarno ekipo, ki je po krivulji šla zmeraj nižje in nižje tja proti zadnjim mestom na konstruktorski lestvici. A ostaja odprto vprašanje, ali lahko ekipa Williams pripravi neko prijetno presenečenje. Ne smemo mimo dejstva, da v sezoni 2025 bo Williams, vsaj po sedaj znanih datumih, prvi predstavil svoj bolid. Ta se bo seveda imenoval F2W47, ampak to absolutno ni važno. Po podatkih, ki so na voljo, lahko nekako razberemo, da nov bolid bo odpravil vse tiste hibe, ki jih je imel lanski, ampak to govorijo pri vseh ekipah, če smo pravzaprav iskreni. In kaj naj bi bilo tako novega pri F2W47? Po govoricah, po nepreverjenih podatkih, naj bi bil novi bolid bistveno lažji. Njegova masa naj bi bila približno 15 kg nižja. To je seveda odraz težav, ki so jih imeli pri Williamsu lani, kajti niso nikoli dosegli tiste minimalne predpisane mase, kar se je poznalo na njihovih rezultatih. In sedaj, kaj pomeni 15 kg nižja masa? Če nekako posplošimo zadevo, bi lahko takoj prišli do rezultata, da 15 kg nižja masa bi lahko pomenila na krog približno 0,4 boljši čas. In kaj bi lahko sklepali iz tega? Prva velika nagrada bo letos v Avstraliji. In če se spomnimo lanske dirke, seveda nam najprej pride na misel, da Logan Sargent je moral prepustiti svoj bolid Alexandru Albonu, kajti niso imeli še takrat rezervne šasije. Ampak čas Alexandra Albona, znižan za 0,4 v samih kvalifikacijah, bi pomenilo, da bi Williams bil globoko v Q3, tam okrog 8., 7. mesta. Kar pa je za ekipo iz Grova verjetno fantastični rezultat, ampak gre samo za teorije. Mnogi komentatorji še zmeraj trdijo, da je Williams bolid, ki dosega izjemno visoke končne hitrosti in da na progah, kot je Monza, pokaže vse svoje kvalitete. A mnogokrat se pozablja, da slabše ekipe nalašč nastavijo bolid tako, da ima visoko končno hitrost, čeprav čas na tisti krog, kompletno gledano, ni ne vem kako obetajoč. Zakaj? Ker enostavno skozi ovinek se ne da prehitevati. Na ravnini, če imaš višjo končno hitrost, pa lahko se malce lažje braniš.
In tu bi lahko videli neko spremembo v trendu pri ekipi Williams, da ne bodo več imeli tako visokih končnih hitrosti, da bodo imeli več oprijema, kajti lahko bodo izkoristili tiste 40, o katerih sem govoril prej, in bodo kompletno gledano boljši od onega, kar je bilo lani. Čeprav, po mojem mnenju, moramo biti tudi malce skeptični. Dvomim, da bomo na novem F-47 videli kakšne revolucionarne spremembe. Mislim, da James Wolves bo celotno ekipo usmeril proti sezoni 2026 in da bo F-47 le izpeljanka onega lanskega, seveda z občutnimi popravki. Torej, nobenih sprememb, kar se tiče geometrije, samih obes in podobno, ampak nekaj, kar bi bolj spominjalo naprimer na F-46B kot na popolnoma novi projekt. A moramo biti pozorni še na nekaj pri ekipi Williams. Kakšen tip menjalnika bodo uporabljali letos? Lani so imeli na bolidu onega, ki je bil pri Mercedesu v sezoni 2023. Torej letos bodo imeli še zmeraj ta izjemno star material, onega iz lanske sezone ali tistega, ki so ga napravili za sezono 2025. To bo eno izmed zanimivih vprašanj. Ampak ne glede na vse, pri Williamsu so seveda tudi s Carlosom Sainzem mlajšim pridobili kar nekaj zanimivih pokroviteljev, Banco Santander kot prvo. In drugič, z dvema konkurenčnima voznikoma bomo lahko mi navdušenci videli bolj konstantne rezultate, torej lahko bi dejali tudi več točk. A manjka odgovor na tisto prvo postavljeno vprašanje, ali lahko Williams preseneti. Dvomim, da jih bomo videli v boju za najvišja mesta, naprimer na zmagovalnem odru, ampak da se zgoditi, da bodo blizu točk, če ne konstantno med dobitniki. In ukolikor bodo drugi napravili kakšne napake, bi jih lahko pri Williamsu vsaj v prvem delu sezone pred začetkom evropske turneje presneto presenetili. In govorimo seveda tam o mestih med 10 in mogoče 6 in 5. Več realno gledano dvomim. A seveda pustimo se presenetiti. Za danes bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.